spoštovane danes, spoštovani gospodine, novinarje. Torej, kar se tiče seveda prvih 2 let dela na področju komunale, je potrebno seveda izpostaviti nekatere ključne točke in sicer prvo, kar je seveda tudi bilo v večini strank osnovni problem, rešitev problema akvasistema, torej ta zgodba v zvezi z naraščanjem tega dolga mestne občine do družbe Akvasistem, ki upravlja z centralno čistilno napravo, ki je v lanskem novembru, ko je mestni svet dobil gradivo za, bi rekel, predlog poravnave znaša 9 milijonov 100 tisoč evrov. Mi smo seveda z poravnavo dosegli sledeče. Mestna občina Maribor poravna dolg v 3 enakih obrokih, torej 3-krat v 3 letih po 2 milijona, podpišejo se vse obresti in del glavnice, potem smo spremenili aneks koncesijski pogodbi, ki je na novo opredelil, bi rekel, samo ravnanje koncedenta in koncesionarja, in potem seveda hkrati tudi, bi rekel, dosegli spremembe stroškov kapitala. Mi smo imeli na mesečni ravni 499 tisoč evrov, hkrati smo pa seveda to znižali na 375 tisoč in po 3 letih, ko splačamo zadnji del obroka, bo seveda strošek kapitala še padel za nadaljnjih 50 tisoč evrov na mesečni ravni. S tem smo seveda omogočili, da lahko v tem obdobju, torej do leta 2024, ko bo naprava prišla v last mestne občine Maribor, bi rekel, lažje mesto z uporabniki poplačuje te stroške kapitala, ki so seveda nastali. Teda tukaj je seveda, bi rekel, ta trenutek bil prvenstveni namen, da dosežemo vzdržnost plačila teh obveznosti mestne občine oziroma uporabnikov do družbe Akvasistem. Drugi, bi rekel, največji sklop mogoče je pravzaprav reševanje problema odpadkov. Potrebno je povedati seveda, da smo mi hkrati začeli sanacijo in zapiranje odlagališča v Dolgošah. Ob tem smo seveda v mesecu oktobru lanskega leta zaprli odlagališče nevarnih odpadkov v Metavi. Hkrati smo seveda tudi, bi rekel, začeli z postopkom spremembe občinskega programa varstva okolja in novega koncepta ravnanja z odpadki, kjer smo predvideli namesto odlaganja v naravo termično obdelavo energetsko izrabljivih frakcij odpadkov. Mi smo seveda, sami veste, v teku teh mesecev, bi rekel, intenzivno dejansko mestni svet opremljali z raznimi dokumenti. Mi smo tudi na podlagi odločitve mestnega sveta naredili javno predstavitev tehnologije obdelave, energetske izrabe. Mestnemu svetu smo seveda ponudili tudi lokacijo, kjer smo združili 65 tisoč kvadratnih metrov zemljišč za energetsko izrabo. To pomeni, da lahko na enem mestu v bistvu uredimo tako kompostarno, mehansko, biološko in seveda tudi, bi rekel, termično obdelavo odpadkov. Ob tem nam je želja, da bi družbo Snaga iz lokacije na nasipni selili, torej na območje, bi rekel, te katastrske občine Obtezno. Imamo slepi tir železniško tovorno postajo in mislim, da bi na tej lokaciji lahko trajno, vsaj za naslednjih 20 do 30 let, rešili problem ravnanja z odpadki. Mi bomo morali v tem kompletu vseh teh programov v bistvu sprejeti še 68 raznih podzakonskih aktov in pripraviti raznih dokumentov, da bomo lahko seveda pridobili gradbeno dovoljenje. Kolikor ne bo večjih zapletov, bomo predvidoma v mesecu, torej od julija do septembra naslednjo leto, dali vlogo za kohezijo, da na osnovi nacionalnega operativnega programa komunalnega opremljanja izgradnje energetskih objektov pridobimo evropska kohezijska sredstva za izgradnjo objekta za energetsko izrabo odpadkov. Teda to so, bi rekel, dva pomembna sklopa, potem je pa seveda potrebno povedati, da smo reševali še problem sanacije dolgov. Tukaj je potrebno seveda poudariti dolgove, ki so tako nastali iz plačevanja te tako imenovane okoljske takse, torej do družbe Snaga je nastal dolg iz naslova revidiranja računskega sodišča 2 milijona 400 tisoč evrov, potem obveznosti terjatev Veolie do mestne občine v višini 3 milijone 700 tisoč in potem seveda imamo dolg, torej glede na nadomestilo za porabo stavbnega zemljišča 2 milijona 400 tisoč evrov do družbe Eles. Hkrati smo seveda se poravnali tudi z družbo Nigrad in z nekaterimi drugimi terjatveniki, tako da skupen dolg, ki je znašal lansko leto dejansko 23 milijonov 400 tisoč evrov, ga uspešno tudi hkrati saniramo.
To je v bistvu, bi rekel, kar zelo pomembno dejstvo, da hkrati želimo izvajati investicije in hkrati seveda poplačujemo stare obveznosti, ki se nanašajo predvsem torej na terjatve do mestne občine. Ob tem je potrebno povedati, da v teh torej, letih proračunov za 2007, 2008 in 2009 ni predvideno zadolževanje mestne občine z dolžniškim kapitalom za poplačilo teh terjatev, ampak dejansko v teh 3 letih predloga rebalansa oziroma predloga proračuna nismo predvideli zadolževanje mestne občine. To pomeni, da tudi v bodoče bi želeli, da bi čim manj, bi rekel, bremen prenesli v naslednjo obdobje. Tako da to so nekatere zadeve, hkrati je potrebno povedati, da je seveda bilo kar nekaj, bi rekel, odlokov, ki so zelo pomembno vplivali, predvsem odlok o ureditvi prometa, odlok o reji in vzreji hišnih in rejnih živali, potrebno je bilo spremeniti odlok o pogrebni dejavnosti, občinski program varstva okolja, zelo pomemben akt, pripravljamo energetski koncept, to bo na decembrski seji mestnega sveta, na decembrski seji bo tudi hkrati potem sprememba zidalnega načrta, drugo branje za kompostarno, tako da ti akti in hkrati seveda potrebno je povedati, da bomo imeli, bi rekel, moče še en zelo pomemben akt, ki bo v naslednjem letu precej, bi rekel, obremenjeval občinsko pravo in gospodarske javne službe, nov odlok gospodarskih javnih služb v mestni občini Maribor, kjer bomo v skladu z spremembami zakona o javno-zasebnem partnerstvu na novo morali definirati koncesijska razmerja med mestno občino in gospodarskimi javnimi službami.